Dobro jutro in dober dan. Lepo pozdravljeni v oddaji, nisem nič več zaspan. Prebujenje poteka z nadzvočno hitrostjo, upam, da ga občutite. Predvsem si želim, da ne polagate pažnje na narcise, ki probajo, ampak da se osredotočite na več svetlobe, ki je prisotne tako med ljudmi, kakor noter v vas samih, valjda. Ona. Močno si želim, da tudi vi dobivate čim več teh dvignjenih kocin, da imate čim več teh občutkov blaženosti, milosti, ki preteče solza, ki zahlipaš od sreče mi gre kar na jok, ta format. Upam, da ste tudi čedalje bolj mirni in da se ne zatikate in da se ne ukvarjate s sistemskimi jajci, kjer probajo še pritiskati tako sistem kot igralci sistema, pravzaprav ti narcisi še vedno, ta butasti del populacije, narcistične, ki je vedno deloval na način ustrahovanja preko strahu. Oni ne nehajo ne lagati, ne ustrahovati. Oni enostavno nadaljujejo svojo grdo igro, o kateri sem jaz rekel, da morate biti pozorni, da le veš kaj, nekaj me je zmotilo, ne? Bom pritisnil pauzo, moram tole pogledati, kaj dogaja. Evo me, sem nazaj. Teče. Jaz sem dal komad od začetka, je pa naslov Mad World, poje pa Michael Andrews. Dajte si poslušati. Worn out faces, ljudje, ki so brezizrazni, res v bistvu pravi, kako je žalosten, noro žalosten svet, kjer živimo res dva svetova, prevaranti in žrtve te prevare. Pravzaprav so tudi prevarantje prevarani strani grde igre, ki je bila vodena, ne? In zdaj ponavadi, v veliki večini primerov so žrtve postali pravzaprav tudi sami napadalci. Zelo grdo okolje smo imeli, v katerem smo živeli. Ampak okej, kar je bilo, vržemo čez ramo, zdaj to prepoznavamo, medtem ko prepoznavamo, mi rastemo, grda igra pa propada. Prej sem se nekako hotel navezati, da neumni narcisi še vedno delujejo preko strahu in ustrahujejo še bolj. Če jim pokažete strah, potem oni napadajo, vsi nahmal, ker iz tega se oni futrajo. In žrtev tovrstnih, ki bi bile prestrašene, pa nimajo več na razpolago toliko, kot so jih imele. Tudi recimo imam primer, ki ga poznam, pa ne enega iz vaših zgodb, imam pa tudi sam, pa bom se kar na tega osredotočil. Zdaj, da sem se jaz izpostavil, je, bomo rekli, precej pogumno dejanje, ne? Jaz sem vam tudi probal razlagati o pogumu. Jaz sem bil deležen, že preden sem se izpostavil raznih poniževanj, pa klevet, laži, grdih stvari, ki so mi jih v ozadju govorili, o meni v ozadju. Zdaj probajo nasuti še materijala in probajo frontalno napadati. Vendar, ker jim Matej ne pokaže niti pikice strahu, vendar se postavi nazaj pa reče, kaj praviš, da? Ja, tu moš tako, da star, da ne bom te slučajno jaz zdaj gobec odprl, tkaj čez tvoja ušesa. Prekleti lažnivci eni butasti, pa kaj misliš, da sem jaz neumen, ali kaj? Ja, pa kaj? Ne, on ostane čist brez. In sam postaviš se nazaj in on ni tega pričakoval in nima več orodja, s katerim bi te. Pa meni postaja to smešna igrica. Pravzaprav se jaz ob tem zabavam,
pa nobenega ne provociram, na provokacijo pa ne ostanem dolžan niti milimeter, ne, jim ne dolgujem. In tle vam jaz probam razložiti oziroma vas opogumiti, da ti drekači bodo še nadaljevali z totalno neargumentiranimi, totalno lažnivimi scenami, ampak vi se morate postaviti nazaj. Najmanj kar je blok. Na Facebooku ali pa kjerkoli ste, osebo blokirate nemudoma. Kdo si drzne, da lahko reče: Matej, ti si čist prefuknen in si čist neumen, debil, idiot. Ne? To jaz dobim od človeka, ki vem, koliko ima pod strehi. A veš, dobro, nekateri so podedovali gozdove, jaz sem pa podedoval neke karmične dolgove, ki jih zdaj pucam za vse nazaj, zastopaš. Pa to je čist simpel, da ne bo pomote, ker zvezdni prah ne more biti prekrajšan za dobrote, lepote, lepote in milosti ljubezni. Ni šanse. Tako da, še enkrat, ko ste ustrahovani, ko ste napadeni, ko ste šikanirani, ko ste spravljani v manj vrednostni položaj, ko dobivate očitke in laži, vi se morate nazaj postaviti brez strahu in brez manj vrednostnega kompleksa. Ja? Torej, udar nazaj z gobcem, no bože ne, da je s pestjo, pesti puste primer, oni komaj čakajo, da boste s pestjo, oni čakajo pest, vi pa z gobcem nazaj, pa gre. Druga opcija je ignor, in tretja opcija je bež stran, ne petljaj se. Zdaj pa, zastopam, da otroci v šoli ne morejo kar iti, če pa morajo v šolo iti. Jaz verjamem, da nekdo ne more kar iti iz službe, ko ga šikanirajo sodelavci, tistega, ki je pa v šoli, pa pač sošolci ali pa sošolke. Vendar morate se zavedati, da se morate v tem primeru kar poslužiti uradnih inštanc, ki papirološko zapovedujejo, da mobbing ni dovoljen. Ne, da mobbing je v bistvu kaznivo dejanje, imam prav. Ustvarjanje stresa pa ni. No, ampak ustvarjanje stresa je v bistvu mobbing, kaj ni? Tako da imamo vsi možnost v rokah opcijo, papirološko, uradne inštance nam lahko pomagajo, pa sej dovolj je že samo to. Lej, ne rabiš ne vile, ne lopate, ne policaja, ne sodnika, ne nič. Morate se spomniti unga, ki je rekel, kaj je bil Gandalf, je rekel: You shall not pass. Kdo ne sme iti preko? Prevod je: You shall not pass, ne bi smel iti preko meje. Kdo? V sebe ne smemo spustiti tega straha noter. Zdaj, veste, jaz sem bral, moraš si narediti Merkabo, pa moraš se zaščititi, moraš vsak dan globoko vdihati, pa pogledati v nebo, pa 3-krat z očmi zavrteti, malo se norca brijem, kakšne vse tehnike so nam nagrunitali, da v bistvu pol ti si zaščiten pred negativno energijo. Kao, you shall not pass. Ne rabiš, nič, nikamer si nič predstavljati. Mislim, moraš si predstavljati tega Gandalfa, ki pravi: pičkati je materna, preklet narcis, od tle naprej pa ne greš, ne bi smel iti, ampak si jih probal, a ne? A si še šel naprej? Pazi zdaj, imam jaz tudi en meč, ki lahko tebe... Oni so za nami grdo govorili, mi pa njim v ksiht govorimo resnico in tega je njih najbolj strah. Če jim po pravic poveš: stari moj, pa jaz vem, da si bil ti nasilen do žensk. Kaj zdaj? To ni res. Ti si lažnivc in tu se tudi tole zlagal. Kaj, jaz nič ne lažem. Ti lažeš že ves ta čas, pa sej te poznam od nekdaj že, barem 2 ure ali pa 12 let, isti drek. Če si lagal enkrat, 2-krat, si lažnivc. A je prav, ne? Jaz sem lagal sem takrat, kadar sem se mogel izogniti neki nalogi.
v kontekstu, Matej, dej to, Matej, boš šuno, in sem rekel zmeraj, ja, pol pa sem jih mu 10 na grbi, sem rekel, stari, ne, zakaj ne, stari, in tle sem pa vzel eno laž, ker enostavno nisem več mogel, se nisem lagal zaradi tega, da bi od nekoga dobil korist. Ti kurci narcistični pa delajo točno to, ne? Da se vrnem nazaj na You Shall Not Pass. Vi morate noter sami pri sebi reči, zdaj pa tega narcizma dosta, zdaj pa ti drekači vame ne bodo več mene ne ustrahovali, ne ponižvali, ne drkali, ne nič. Ne bojo, ne bojo, ne pa ne, ne pa ne. In je čist dovolj to vrstno notranje prepričanje, jaz ne dovolim, da gre to v mene. Ne, mislim, strah kot tak, pet ti v naravo, pa se je prav, da se bojiš kače. Sej so strupene, halo, mislim je prav, da si previden, ampak ne sme pa te strah odvrniti, da ne greš v naravo, recimo. Pa me je strah pajkov. Pa dobro, se tudi pajki so eni nevarni, sam ne vem, koliko jih je v Sloveniji takih, mislim, da ful mal. Ampak so pa me je strah, pa ne, ti moraš iti po avanturo, pa bodi previden. Pa me je strah klopov. Ne rabite biti strah klopov, ker v 24 urah ga moš dobiti ven, pa je vse v redu, pač imaš s sabo orodje za puljenje klopov, ne, in ga spuleš. Moje psice nimajo nič ovratnice proti klopom, pa ušem, pa ne vem kaj. Tudi jaz nisem se v življenju enkrat cepil proti, ne vem, meningitisu klopnem, pa boreliji, pa ne vem kaj. Je pa res, da kadar pridem jaz iz narave, se kar pogledam, pa kadar me kaj posrbi, takoj pogledam, da ni kakšen klop. Ne? Mi smo zanj zabluzili s psicami na teritorij, kjer smo fasali vsi klopov na hard. Mislim, tako da bi prišel v klopovo gnezdo, mrgolelo je po nas. Ampak ni panika, smo pobrali ven, iz sebe sem si jih spulil, ne vem, enih 20, psice so pa skupaj po mojem enih 100 klopov sem jima populil ven. Ni kaj, falili smo, ne, ampak obe sta živi zdravi, noben nič ne fali, meni pa tudi ne. Hočem reči, ne se, naj vas strah ne opehari avanture, dogodivščine, dogodkov, tako. Navidezno biti pa ves čas v malenkost v strahu, to je pa v bistvu največji catch, ki ga je ta sistem uporabljal. Ja? Ves čas, pa kako bom plačal, pa kako bom prišel v službo, pa kaj pa, če ne bom plačal dobil, pa kako ne zdaj z unim naredim, ker če ne bom me fuknil iz šihta, pa bom pol brez, pa tako. A veš, to so vse virtualne stvari, ki ni nujno, da se bodo zgodile. Najbolj pomembno je, da uporabljate ta moment tukaj in zdaj, danes. Kaj sem jaz včeraj počel? Naj ostane lep spomin na čim več naj bo teh lepih spominov. Ampak kar je bilo, je bilo. Med drugim sem imel v življenju v svoji preteklosti tudi grde stvari, ampak jaz sem jih si vzel kot lekcijo, ne pa da me zdaj, če se spomnim nazaj, razbit noter, ne to delati. Pa me ni imel rad, pa me ni imela rada, zakaj ne? Stari, forget it, pozapijo. Zdajle te ima rada, če drugega ne, mati narava, vsi angeli, varuhi, cel božji stvarnik, ali kako čem reči, zdaj to sem mogoče že slišati, tako da Turšiča šel uvija vaja. Ni šel, ne. Kozmos nam pomaga, naj bo kozmos stvarnik, Bog, rečete vi, kokar čte, ne, k se bi tudi desiderati, lepo piše, bodi hvaležen svojemu Bogu, kakorkoli si ga že predstavljaš, ne, svojega Boga, ni tle zdaj, vse to je neotipljivo. Ki sem pa ostal? Kar zaglajzam mal, ne, naj vas ne bo strah. Ne dovolite, da gre strah noter, ker narcisi uživajo, da ustrahujejo, uživajo, da lažejo, uživajo, da nametavajo, uživajo čim več izvedeti od vas, zato vam postavljajo vprašanja, ne jim tega dati, oni, bolj, ko se razkrivate, bolj imajo oni pol moč nad vami, ker vas točno kaj pol pičijo, a ne. Zato je mogoče včasih fajn, da ignorirate ali pa se jim kar direkt zlažete. Pa kaj te briga, stari? Pa kaj te briga? Kam grem, kdo sem, koliko imam, kaj počnem in kam grem in kje sem bil. Čist nič te ne briga. Če čem lahko povem, če čem. Lahko se pa pogovarjava o tem, kako je svet v bistvu na veliki prelomnici.
Ja, ne, pa kam greš? Aha, tebe to ne zanima, da je na prelomnici, ker ti si ne želiš prelomnice, ker ti je dobro, ker ta sistem je podpiral barabe, lažnivce in lenuhe nesposobne. Ta sistem je v bistvu te ljudi prosperiral. Ja, jih je, ja, ne vem. Mnogo, ne bom rekel vsi, mnogo. Preveč uradnih oseb poznam, ki so zabite kakajle. Ja, pa plač to tako za volal biti. Jaz sem se pa v znanja razširil, potrudil, razglabljal, naštudiral stvari, ja, ne. Ja, mizerija jim je bila osnovna ideja. Spraviti nas v mizerijo, nas spraviti v kot, nas spraviti, da smo prestrašeni. In tam imajo nad nami popoln nadzor, oblast in moč. Še enkrat, kdor ima občutek, da kdor si želi moč nad ljudmi, ta je v bistvu noter šibek. Močan je tisti, ki ima moč, ki ima v bistvu oblast sam nad sabo. Ne? Ta je močen, to je izraz moči in mernosti. Rad bi vam probal čim bolj orisati. Zdaj pa, orisovanje se pa začne pa s predispozicijo, to sem si eno besedo prav napisal. Predispozicija razmišljanja, a veš, kot da bi rekel predpostavka. Ti poznaš, ali pa dajmo tako, bom dal primer. Ti se zaljubiš v človeka, wow, ne? Pa se s časoma, z dnevi izkazuje, da tamle ti nekako čudno ne odgovarja, pa tamle tudi nekako ne, pa zanj so se nekaj skregala, čakaj, pa tam so se za nobedarijo zapela. In človek v tem svetu si misli, ma ja, vse je super, ampak zanj so se malo zapela, tam nekaj ni bilo v redu, ampak drugače pa človek super. Ker imaš osnovno predpostavko, ta človek je super, ampak to so pa malenkosti, ki jih pa bomo že nekako zgladili. Pa čas teče in se izkaže, da v bistvu je ta veza postaja neznosna. Takih vez je bilo milijarde. Jih je, še vedno. Neznosno in pol človek v neki fazi reče, pa stari moj, pa ta oseba ni good, ampak je bad. Ta oseba je bad, jaz sem z bad osebo. In ko daš to predpostavko, vključiš v svoje razmišljanje, se ti izkaže, da v bistvu so bila čist vsa dejanja, v bistvu čist glih prav, ja, logično, se je oseba grda, se ji ni lepa, je grda. In zdaj, ko daš ti predpostavko za vsako situacijo, malenkost drugačno, pa bom dal zdaj drug primer. Pesem govori, recimo, zdaj glih ni ta prava, čeprav je the best song. Mi smo poslušali pesem, recimo, od Freddie Mercury, tam je dobra, Too much love will kill you, preveč ljubezni te bo ubilo. Jaz tu nisem razumel, sploh. Kako me bo preveč ljubezni ubilo, halo? Ne more me, če imam preveč ljubezni, bi me ubiti. Ko pa daš ti predpostavko drugače, če ti užgem preveč ljubezni, kozmoč, ne, te pobije. Zato jo moraš ti znati nositi s to ljubeznijo, ki je v bistvu vse prežemajoča moč, moraš ti to znati voziti, to je atomska energija. Ker, če jo ne znaš, napačne ventile odpreš in te razbije. Poznam lastni primer človeka, ki mi je bil takrat neke vrste učitelj, ki je rekel, Matej, nikoli ne smeš izkoristiti svoje moči. Jaz imam moč, je rekel, ampak jaz vem, da jo ne smem izkoristiti v slabo, moram jo v dobro ljudi, zaradi tega ti pomagam razumeti. No, pa jo je izkoristil v napačno smer in žal je pokojni, mora biti pokojni zaradi tega, ker je svojo neskončno moč porabil v napačne namene, v namene lastnega okoriščanja na zelo nor, grd način, so šle stvari pol proti koncu.
da se vrnem nazaj na predpostavko, ko v glasbi ti daš predpostavko, čakaj, pa se ta komad ne govori o eni punci, ampak govori o eni veliki ljubezni, ki je mnogo večja. Tam pa besedila postanejo malo drugačna, ne? Zlatna slova njeno ime, ne govori te, kako je že iz Iskrih što su ostale, a kada me dotakne i dodrne, ne, parni valjak, kada me dotakne, ne bejba, ampak ljubezen. Zlatna slova njeno ime, ja, ljubezen, z zlatimi črkami, i pali vatre, iz iskre, što su ostale, iz iskric, ki so ostale, naredi plamen. In ogenj je lahko uničujoč, če ni pod kontrolo, ne? Če si predstavljamo to atomsko energijo kot fire, ne? In mi moramo imeti not ta ogenj, ne? Iskrco, in jo treba napihati, uspodpihati ogenj, ne? In tle rabimo mi precej velika pljuča, ne? Govorim v prispodobah, da lahko uspodpihnemo svoj notranji ogenj, ne? In zdaj pojmo nazaj na predpostavko. Predpostavke sem rekel, kaj je že v glasbi, pa sem rekel predpostavka o osebah, in pol imamo predpostavka, sej sistem je čisto v redu, kaj pa bi mi brez sistema, imamo zdravstvo, šolstvo, ceste, ne, elektrarne, a ne. Ko ti daš predpostavko, stari sistem ni good, on ni za ljudi, sistem je kontra ljudem, torej nam je zaračunal ceste, in je rekel, da je zato, da boste šli na morje, pa v bistvu je zaradi tega, da se transportirate vi, da se transportirate na delo in da deluje trgovina, ne? Trgovina je nekaj, kjer vi niste imeli nekega, večji del od nas ni s to trgovino imel nič. Tudi ceste so narejene zato, da se les vozi iz gozdov. Jaz nimam nič od tega. Tudi noben Cerkničan, razen tisti, ki je avtoprevoznik, pa tisti, ki je gozdar, ki pač opravljajo storitve, sicer pa ta les gre. Od leta 2014 v naših gozdovih je 50 kamionov na dan. Kam? Kdo ima dinčke od tega? Koliko je kubični meter? Pa kam gre ta les? In so črički, ne? Pejmo nazaj. Kadar ti daš predpostavko, sistem je v bistvu grd in je narejen, da ljudi pobije. Wow. Tam se ti pa izkaže, da zdravniki niso zdravniki, ampak so čist kontra. Da oni ubijajo ljudi, a ne? Tako in drugače. Pa zdaj, ko smo glih prišli do ubijanja, veš, ne rabiš dobiti pesti v betino, da nekoga ubiješ. Moč besede je tako velika, da lahko na tak način pobiješ v človeku samozavest, upanje, moč, vse mu pobiješ z besedami. In ljudje so z besedami pobijali so ljudi po krvni liniji. A ne? Zelo slabo. In če damo predpostavko, da imajo besede moč negativno in te lahko frderbajo, imajo besede tudi moč pozitivno in te lahko dvignejo, vzpodbudijo. Ti si močen. Ti si lep, ti si vreden, ti si nujno potreben na tem planetu, tukaj in zdaj. Lepo te prosim, odpri oči, ker si potreben, da prineseš dol svetlobo. Vsak izmed nas, kdor seveda želi biti luč. Tisti, ki pa želi biti tema, pa še vedno ustrahuje, laže, ponižuje in zdaj malo so se začeli pa skrivati, malo nočejo. Zdaj sem še najpogumnejši ali pa najbolj butasti prihajajo ven. Oni vmes so kar tišina. Silence! Se spomnite, Ahmed, dead terrorist. Silence! Tišina! Lažnivci, lažnivi, nekaj začnete razbezlati. Tišina, boš ti lagal. In zdaj so oni padli v svojo tišino, silencijo. Na, aha, ja. Seveda so, če so pa dobljeni na laži. Seveda se upirajo, jaz ne lažem, ma kaj ne lažeš, tišina, silence! Dajte vi malo tega ponucati, tega v sebi. Ma zdaj že znamo ene stvari, dajmo najprej znanje ponucati, da pridemo do
čakaj, kako sem hotel reči, do tega, da začutiš, kako boš reagiral. Ne? Najprej moraš malo znanja, zdaj smo se že naučili marsikaj, postavljamo predpostavke, da komad govori v bistvu o umorih, da komad govori o spolnih zlorabah. Na radiju je precej tega šrota, v bistvu kozlanja, v bistvu, ker smo pri moči besede, veliko in, kako se že tomu reče, afirmacij. Si človek zapoje refren, pa je napačen. Ja, tudi jaz sem si ga narobe pel. Ko sem skontal, o čem komad poje, sem ga zbrisal iz playliste, pa ne enega, mnogo njih. Tako, ko sem zbrisal marsikaterega človeka, ki je sral po mojem timelineu. Jaz ne hodim drugim na profil pa jim serjem. Jaz ne, ker sem normalen. Drugi pa imajo željo drkati in ti pride on, in ti on pride na tvoj timeline te osrat. Kakšna predrznost, stari. In on pričakuje zdaj mojo konfrontacijo. Ne, dragi moj, tisto, kar je najmanj pričakoval, je blok. Se pa bojiš, resnice, da si debil. Ne dovolim, da kdorkoli izmed vas, nas, ki smo na poti proti naprej, je vsaka pika dvoma. Mi ful hočemo biti prepričani. In jaz vas probam spodbuditi, da se prepričajte sami, zunaj, na soncu, sami sabo, v svojem srcu, tam se prepričajte, ne verjemite meni, še manj pa narcisom, verjemite sebi. Mi je ušla ena misel lepa. Ok, zdaj pa bom še z listka malo pogledal tisto, kaj sem vam res hotel povedati. Pogruntali so, da so diamanti narejeni v bistvu iz otroškega pepela. Otroke so upepelili in jih stiskali v diamante. To je zdaj ena informacija vam preletela, kako je lahko neka dežela, ne vem kaj že. Sem pa pozabil, pa ne, ni Izrael, ne Jordanija, ne, nima veze. Ena država je največja izvoznica diamantov, a nima niti enega rudnika diamantov. Od kje torej diamanti? Ja, včasih se je treba vprašati, od kje pa, kako pa je zdaj to. Ta question, sprašujte se o vsem, tudi tle je na osnovi vprašanja, kako pa vi prodajate diamante, če nimate rudnika diamantov. In zdaj so pogruntali, da je to kao iz pepela otrok in ljudi. Sik bolano do vrh bolanga. In to so si oni prodajali. Za kozlat. Ljubosumje. Ljubosumje je največja bolezen. Narcisi so ljubosumni in ljubosumje in nevoščljivost je v bistvu eno čarovništvo grdo. Jaz bom tam nekaj naredil okrog tega, da si razjasnimo, zdaj ne bom vam tle bral, bom drugače prebral, ali pa vam napisal, se vsem. Ljubosumje je res ena grda stvar, ki je ljudi v bistvu ljubosumje škoduje temu, ki je ljubosumen na tega, ki ima, in to ljubosumje od te osebe škoduje temu, ki ima. Torej obema škoduje ljubosumje in zavist in škodoželjnost. Ker ta, ki je ljubosumen, tebi ne privošči, da bi ti imel tisto, kaj ti pripada, oziroma ti ne želi si, da ti imaš. In on bi to pobil. Pobil bi, ali si imaš čokolado, boljši telefon, večji avto, kamoli notranjo stoično držo. On bi te pobil, ker svoje notranje stoične drže nima. A veš, ljudje mislijo, zdaj te bom pa jaz tebi rekel, da si drek, pa ne boš imel stoične drže, pol pa bova oba brez stoične drže, a ne? Bova pa oba brez gretenčarja. Drek, ne gre to tako. Mi svojo integriteto moramo graditi, to je ta svetloba, v kateri morate vi dodajati več pozornosti. Ne temačen žemlji, ker se mi lasi kar tako padejo dol. No, imam toliko dela z lasmi, veš. Ne, pa se je super, mi je igrica dobra, le. Nikoli se nisem, prvič v življenju imam tako dolga lase. Pa še daljše bom imel. So mi všeč. Lažni glasniki, še to. Lažni glasniki, false prophets, so prisotni, farizeji smo jih tudi poimenovali. Tudi oni so bili v procesu prebujanja ljudi, bom rekel, potrebni, ker so tudi pomagali širiti znanje, informacije, predvsem
vendar niso pripeljali do konca. Noben od teh glasnikov ne govori o stoični drži, no, ampak se bolj ne lomijo, bom rekel, ko se človek zlomi v svoji laži, postajajo tudi agresivni. Opazujte, sami opazujte, jaz ne gledam toliko video vsebin, ker se ukvarjam s čist drugimi stvarmi, takih dam od sebe, ne da konzumiram, ampak dajem. To je tudi catch. Dovolj je bilo nabiranja znanja, dovolj je bilo nabiranja informacij, to tudi vam na svet. Deluj, express yourself, be in body, be, ne, be. Be or not to be, je rekel Shakespeare. Biti ali ne biti, to zdaj ni, to je zdaj vprašanje. Je ja, a si ali ne si, a si cifra ali si mož, se boš prodal ali boš stoično držal. Hej hopla cifra, mož. Ali ti v zraku bo ostal ta tvoj fucking počen groš. Ne boš kaj tako, zdaj pa ne vem nič. Ja, tudi ta segment, to je čist brez veze. Prodal si se za denar, ali si v luftu ostal, nisi natačno maš, ali pa si mož z integriteto, dušo in srcem in pravilno odločitvijo in poslušaš svoje notranje glasove, svoje intuicije, svoj gut feeling, svoj instinkt in še bi lahko našteval, ali ne, pa ne bom. Torej, glasniki lažni so bili potrebni, pozor, do kje jim sledite, ne iti predaleč, oni zavajajo, zelo močno, predvsem tako, da se zataknejo v neko smer in pol to drobno smer gonijo, ne. Tole fokusirani so, niso široko odprti do, bom rekel, različnih tem, vsebin in tako. Ničkam bodo pozorni sami, ker sem rekel jaz, imena, ja, po drugi strani pa nočem jaz imen delati, dajte sami jih nagruntati, pride čas, ko bodo vsa imena prišla. Jaz predvsem ne bi rad si nakopal vse nekih nepotrebnih težav, ker to so pa obsodbe, a ne, in vse obsodbe so tudi v bistvu, veš, oni te grejo za blatenje imena, ker si to javno povedal, on ti pa v ksiht marsikaj reče, ampak ne bom šel ker je v redu, bomo počakali, ker ni trpljenje, catch, ampak potrpljenje, ker je treba malenkost potrpežljivo počakati, pa se marsikaj zgodi. Jaz sem že večkrat rekel, konec koncev bo vse dobro, konec dober, vse dobro, če še ni dobro, naj vam povem, da še ni konec. Po drugi strani pa se morate vi, se čaka vas, vsakega posameznika, da naredi svoj grace. Komad nor. Metalc pa poje grace. Že to bi moglo dati normalno malo misliti, čaki, metal pa transcendentna besedila. Zato, ker je on sporočal hude stvari. Devin Townsend, Devin, ko krčaš. On je za poslušati, to sem vam večkrat že povedal, pa še se bom ponovil, ker to je živeči in hodeči Freddie Mercury. Čeprav tudi Freddie je med nami, še vedno čist ok in živ in zdrav. Mislim, jaz ga nisem videl, nisva še kave skupaj pila, ampak da je. Nima veze, pozabno. Lažni glasniki, tle sem rekel, ja, so bili potrebni, vse ok, dovolj so dali nekega znanja, pazite, da jim ne sledite, ker oni vas hočejo zapeljati predvsem stran od sebe. Od sebe stran vas in od esencialne resnice. Da se vi ukvarjate tam z nekim problemom družbenim v smislu, ne vem, kaj nam delajo vode, dajmo zaščititi vode, ali pa dajmo zaščititi gozdove, ali pa dajmo, ne vem, ribe so zdaj problem, ali pa ptice, vse sort, ampak, ne vem, ne bom. Vse sort, skratka, ne pas na fore, vi morate iz sebe iskati, v vas je moč, ne tam. Hodimo skupaj skozi noč. Ja, včeraj sem na Komunsko poslušal krasen komad, mislim, da je bil Tomi od Siddharte pa Hamo, mislim, da sta bila ona dva, ja, sta pela skupaj gremo skozi noč, hodimo skupaj skozi noč. Ja, to je ta segment, kjer v temi, ki je najbolj temna tik pred svitom, ne, takrat hodimo skupaj in moramo verovati drug v drugega. Pazi, ne narcisa.
Sebi moraš verjeti, da hodiš s pravo osebo. Pravih oseb sploh ni, čist malo jih je. Res je. Ampak nisi osamljen v tej zgodbi, ljubljen si, očuvan in suportiran. Vsak izmed nas je suportiran in skupaj hodimo skozi to noč. Naj vam povem, da se že, da ni, da je zlata doba že tukaj, sami jo morate vi izbrati, tak pogled na svet. Da se morate znati tudi ubraniti. You shall not pass s tem strahom pa drekanjem. Ok. No mind control, ne dovolimo, da kontrolirajo naše misli. Ne dovolite mind kontroliranja vašega uma. Ne. You shall not pass, pa smo spet nazaj. Ne? Ok, rođen si za let. Rođen si za let, proširi nek živi ljubav, razširi krila, rođen si za let, nisi rojen za laž. Tako. In leteli bomo in letimo že. Oziroma vzletamo. Sam je treba sidra odščipant. Narcise je treba odščipant. Oni nas vlečejo dol, ker se popajo na nas in da so oni po konc in mi ne moramo zleteti. In če mi priščipnemo, sorry, stari, jaz sem vsakmu pripravljen dati roko, sem dol me vlekel, pa ne bo. Ne? Tudi utopljencu ne moš pomagati, če sam ne znaš plavati. Ko pa postaneš reševalec iz vode, pa lahko utopljencu pomagaš, ker veš, kateri so prijemni. Enako je z narcisi, tako da bežite stran, ker niste vsi reševalci. Tudi jaz ne, ampak kljub vsemu ne dovolite, da vas srkajo dol. Okay. Predispozicijo smo obdelali, pol pa tle piše še, da je čanda mama, pes. Še pes je hvaležen, če ga, evo. Love, ljubezen. Ljubi, kar moreš. Jaz vem pot, ti veš pot, mi vsi. Never fear your home. Never fear your home. Ne boj se. Warning. Ne boj se svojega domov. Never fear, ne se bati biti domov. Tam je moč atomska. Have no fear for atomic energy, je rekel Bob Marley. Ne imejte strahu pred atomsko energijo, notranjo. In kada bi vedel, ne bojte se atomske bombe, ki tako grozijo z njo. Seveda bomo vsi slišali alarm za jedrski napad, da se pretresejo hlače vsem. To je plan, da zaslišimo sirene, da se vžge EBS, Emergency Broadcast System, obveščanje v nujnih primerih, da ugasnemo te medije, ker mediji ne nehajo lagati, tako kot ne nehajo ustrahovati narcisi. V Maleziji so baje že začeli, baje govorim, ker nisem uspel preveriti, da bolj za zares, so že začeli s sirenami in so že začeli z prisotnostjo vojske na ulici, da poberejo vse za začetek, doktorje, politike, novinarje in tako dalje. We got them all, pravijo White Hati. Tako da ja. In še pes je vesel, ker je rešen zajedavcev in planet Zemlja bo najsrečnejši, ko bo otrebljen zajedalcev, parazitov, narcisov, lažnivcev, prevarantov, reptilov in tako dalje, s celotnim sistemom ured, pa naj si bo verski, sistemski ali pa vse sort. Odgovor primitivca, ne, še to, ta nasvet, primitivc vam zmeri odgovori na kakšen način, kaj boš ti, on tako je neko grožnjo, nasilno, ne, on ni za ljubezen, on je za nasilje, to je primitivc, to je narcis. Ljudje svetlobe niso za nasilje, ne, ljudje svetlobe so za mir, ne pa za nasilje in konflikt, pika, stop, in ko ti enkrat vidiš v človeku, da je ali nasilen ali konflikten, bež stran,
Oni so glumci, ne? Zdaj konflikt ni vedno z besedami, ampak je nastavljanje nekih pasti, to je še bolj bolano. Čist nova knjiga bi lahko tam nastala. Ok, precej tragikomično postaja vse skupaj. Včeraj sem posnel Rešilca, pa sem se pozabaval, ne. Lilu, lilu, lilu. To je v bistvu uspešnica leta 2022, ne. Rešilci, gasilci so skos na poti. Skos! Le zakaj? Več je možnih odgovorov, a veste vi to? Ali so rešilci prazni, ali so polni resnično ljudi, ki potrebujejo pomoč, čeprav zdravniki nimajo pojma, kako nekomu pomagajo, ki je cepljen, nimajo čist nič, niti znanja, kamoli medikamentov, ne. Ali oni vozijo v rešilcih mogoče kaj drugega. Kaj pa? Pa a veš, vojska ni nujno, da ima vojaške avtomobile, se lahko uporabi kaj drugega. Malo za razmisliti, ne. Nisem rekel, kaj je res, nič ne zatrjujem, dajmo se spraševati. To je ena izmed stvari, ki jih večkrat poudarjam, dajte se vprašati, poiščite sami odgovore, pa saj ni to toliko bistveno, imejte radi sebe. Ali vozijo ali ne vozijo, skratka precej jih je, ne, to pa drži. Ok, še ena, EBS je blizu, to sem prej rekel, Emergency Broadcast System je zelo blizu, mislim, da bomo, ne vem, če bomo do novega leta speljali brez tega. Pa kačam je treba dati batino. Se zastopimo, kače, ovijavke, kače so zdaj ti narcisi, ki nas napadajo zdaj zelo frontalno, zelo zvito, ker so kače navadne, skratka kače rabijo končno batino in dejte jim jo, batino, nič z rokami, bože ne daj, z gobcem pa ja, predvsem pa ne dovoljte v sebe, da grejo stvari. Dost je, 41 minut. Lepo bo, lepo je, že zdaj, odprite oči. Krasni časi so pred nami. Sam do tam je treba eno bitko izpeljati. Notranjo. Z narcisi. S strahom. Strah. Glasba že napisana, nisem jo jaz napisal, očitno ima en smisel in pomen in je bila čutena že časa nazaj. Ekipca, 42 minut smo odpokali, too much, upam, da ste kakšen svet dobili ali pa da ste malo bili pogumni zdaj naprej. Ker ne, lahko podelite link, ker je vaš in je namenjen točno temu, da se komu pomaga. Ne zato, da se ta vsebina skriva, ampak da se pomaga. Pač, sej, jaz moram tudi iti na štručko, ne, eno, če odnes jo moram pa speči. Uživajte vsem, kar delate, ljubljeni ste, zavedajte se, da ste nujno potrebni na tem planetu. Držite se, čau!